dan voščim, 3. četrtek v mesecu je in v naši družbi je spet specialni pedagog Marko Juhant. Dobrodošli v našem studiu, gospod Juhant. Dober dan. Danes se bova pa pogovarjala o denarju, o finančni pismenosti. Pa povejte najprej, ali smo Slovenci finančno pismeni oziroma zakaj nismo? Nismo iz preprostega razloga, zato ker se o tem ne učimo. Zdaj šole že nekaj pripravljajo, nekatere celo izvajajo, večina od nas se je pa naučila, če je imela srečo od staršev, če so bili starši taki, da so znali. Drugače pa to tabu tema, ne? O denarju se Slovenci ne pogovarjamo. Moj kolega in soavtor knjige Dva Gorenca o šparanju, on lepo pravi pregovor, da gorenski pregovor denar in rit se ne kažeta. No in to je kar znamo skriti še kar, vendar ne znamo v glavnem z denarjem ravnati. In seveda niti otroci ne znajo ravnati. Seveda, normalno, jih pa moramo malo navaditi na to, kako ravnati z denarjem, kako varčevati, in to bo najina tema. Dragi poslušalci, če želite sodelovati, 015 milijonov naša telefonska številka, lahko pa tudi pošljete gospodu Juhantu vprašanje na program radioexpress.si. Radio Express poslušate in v studiu, tako kot vsak 3. četrtek v mesecu, specialni pedagog Marko Juhant, Dva Gorenca v šparanju. To sva lahko tudi midva, ker sem jaz tudi Gorenc, ampak v tem primeru gre pač za naslov vaše knjige, ki ste jo spisali s prijateljem, in boste še seveda našim poslušalcem malo razložili, kako ravnati z denarjem in predvsem kako otroke navaditi na denar. Seveda, da bi šlo za odrasle, bi moral biti tule Pavel Richteršič, on je tisti, ki pokriva ta odrasli del, kako bolje s premoženjem upravljamo, no mi pa o otrocih zdaj le kar konkretna vprašanja. Ja, konkretno me zanima, žepnina. A je treba otroku vsak mesec dati 5, 10, 20 evrov, da porabi za karkoli že? Je žepnina nujna. In kdo naj jo daje? Ko se odločite, torej dajejo eden od staršev, mora biti, če se le da, vedno od istega, zato da se ve, na koga se otrok obrača, karkoli v zvezi s tem. In se odločimo, koliko smo pripravljeni letno dati in koliko želimo dati, Zdaj, višina ni tako strašno pomembna, večinoma se starši odločajo za previsoke žepnine, ne za prenizke. Ker žepnina namen je, da se otrok nauči z ravnanja z denarjem v praksi, torej da se navadi z njim ravnati. To je cilj, ne samo, da se nauči, ker če se naučiš in znaš, pa ne delaš tega, nič ne pomeni. Če se navadiš, imaš pa oblikovano navado in potem tako ravnaš, no od tu pa bo dobra stvar. In ni vezano na otrokovo pridnost. Torej, ni tistega, slabe ocene si dobil, ne dobiš žepnine ta mesec. Ne. Ker namen žepnine je, da se nauči ravnati z denarjem. Ne da je priden, tako kot bi pridnost se ne plačuje. Torej, če pa same petke nosi šole, spet ne bomo rekli, zdaj boš pa dobil 100 evrov regresa. Točno tako, ker pol slej ko prej pride toliko petit, da za družino marsikakšno bi to pomenil bankrot. Zdaj bomo pa konkreten primer povedal. Jaz sem imel zelo visok kredit, res visok, in ni veliko ostalo konec meseca. Nisem dajal žepnine otrokom, dokler sem imel. Je pa recimo babica dajala, moja mami, je pa dajala. A je v redu, da smo tako malo kompenzirali, v redu? Zelo v redu. Lejte, otroci niso samo od enega, pravzaprav niso od nobenega. Filozofsko včasih rečemo, da jih dobimo na posodo, da jih spravimo v življenje, Če je socialna mreža običajna, če so še stari starši, vseeno je, kdo to vlogo opravlja. Važno je, da ve, kako početi. In recimo droben nasvet, žepnina ne prihaja mesečno, ker ima potem otrok samo 12 izkušenj v letu. Če isti denar razdelimo mesečni na 4 dele in dobi tedensko žepnino, ima otrok v letu čez 50 izkušenj. 50krat jih pa ne bo takoj na prvi Petrol in zapravil. Dobro, torej zdajle sva zvedela, da vsak teden je bolje žepnino imeti in da žepnina mora biti. Kakšna naj bo višina žepnine, pa preverjava takoj po Ellie Goulding, Lights, poslušamo na Radio Express. 015 milijonov, če imate kakšno vprašanje za gospoda Juhanta.
Radio Express poslušate in v studiu, tako kot vsak tretji četrtek v mesecu, specialni pedagog Marko Juhant, dva Gorenca v Šparjenju. To sva lahko tudi midva, ker sem jaz tudi Gorenc, ampak v tem primeru gre pač za naslov vaše knjige, ki ste jo spisali s prijateljem, a ne? In boste še seveda našim poslušalcem malo razložili, kako ravnati z denarjem in predvsem kako otroke navaditi na denar. Seveda, da bi šlo za odrasle, bi moral biti tule Pavel Richteršič, on je tisti, ki pokriva ta odrasli del, kako bolje s premoženjem upravljamo, no mi pa o otrocih zdaj le kar konkretna vprašanja. Ja, konkretno me zanima, a ne, žepnina. A je treba otroku vsak mesec dati 5, 10, 20 evrov, da porabi za karkoli že? Je žepnina nujna. In kdo naj jo daje? Ko se odločite, torej dajejo eden od staršev, mora biti, če se le da, vedno od istega, zato da se ve, na koga se otrok obrača, karkoli v zvezi s tem. In se odločimo, koliko smo pripravljeni letno dati in koliko želimo dati, ne? A zdaj, višina ni tako strašno pomembna, večinoma se starši odločajo za previsoke žepnine, ne za prenizke. Ker žepnina namen je, da se otrok nauči z ravnanja z denarjem v praksi, torej, da se navadi z njim ravnati. To je cilj, ne samo, da se nauči, ker če se naučiš in znaš, pa ne delaš, tega nič ne pomeni. Če se navadiš, imaš pa oblikovano navado in potem tako ravnaš, no, od tu pa bo dobra stvar. In ni vezano na otrokovo pridnost. Torej, ni tistega, slabe ocene si dobil, ne dobiš žepnine ta mesec. Ne. Ker namen žepnine je, da se nauči ravnati z denarjem. Ne da je priden, a ne tako kot bi pridnost se ne plačuje. Ja. Torej, če pa same petke nosi šole, spet ne bomo rekli, zdaj boš pa dobil 100 evrov regresa. Ne? Točno tako, ne? Ker pol slej ko prej pride toliko petit za družino, marsikakšno bi to pomenil bankrot. A ne? Ja, zdaj bomo pa konkreten primer povedal. Jaz sem imel zelo visok kredit, res visok in ni veliko ostalo konec meseca. Nisem dajal žepnine otrokom, dokler sem imel. Je pa recimo babica dajala, ne? Moja mami je pa dajala. A je v redu, da smo tako malo kompenzirali, je v redu? Zelo v redu. Lejte, otroci niso samo od enega, ne? Pravzaprav niso od nobenega. Filozofsko včasih rečemo, da jih dobimo na posodo, da jih spravimo v življenje, a ne? Če je socialna mreža običajna, če so še stari starši, vseeno je, kdo to vlogo opravlja, a ne? Važno je, da ve, kako početi. In recimo, droben nasvet, žepnina ne prihaja mesečno, ker ima potem otrok samo 12 izkušenj v letu. Če isti denar razdelimo mesečni na 4 dele in dobi tedensko žepnino, ima otrok v letu čez 50 izkušenj. No, 50-krat jih pa ne bo takoj na prvi Petrol in zapravil. Dobro, torej zdajle sva zvedela, da vsak teden je bolje žepnino imeti in da žepnina mora biti. Kakšna naj bo višina žepnine, pa preveriva takoj po Eli Goulding, Lights, poslušamo na Radio Express. Nič 1,5 milijonov, če imate kakšno vprašanje za gospoda Juhanta. Tava o otrocih in denarju. Žepnina sva že rekla, da mora biti najbolje vsak teden. Koliko sva rekla? Prvički 2 evra, prvošolci, ne vem, 5 bo v redu tudi, ne? No, zdaj me pa zanima, če želi otrok, recimo najnovejši pametni telefon, morda drage čevlje, modna sončna očala, nekaj, kar gotovo ne potrebuje, si pa zelo želi. Ali moramo starši reči, to si boš ti zdaj kupil z teh prihrankov, ali pa lahko rečemo, bomo polovico mi to sfinancirali. Kako? Če ima otrok prihranke, če jih je, še posebej, če jih je namenoma uporabljal, se jih je namenil uporabiti za ta izdelek, potem mislim, da se spodobi, da mu pomagamo. Največ, kar bi lahko pomagali, bi v tem primeru bila polovica. Torej, za pol ti plačam jaz, pol pa daš ti. Mislim, da vsakdo od staršev zmore polovico toliko, kot zmore otrok s svojimi prihodki na različne načine spraviti tudi sam. Se pravi, ko si srednješolc hoče kupiti skuter in bi si kupil neko rabljeno stvar,
ker ne veš, v kakšnem stanju je lahko tudi nevarna. Je že boljš, da mu daš še enkrat zraven več, pa gre pa kupi pri uradnem prodajalcu, servisiran in tako naprej, stroj, da veš, da je v redu. Ja. Kaj pa recimo rekli ste, prvič, ko damo 2 evra in se nabere, dobi 10 evrov, torej po 5 tednih in on si pa zdaj želi, da bo kupil neko pištolo, ker se nam zdi to skrajno neumno. In bi rekli, pa ne dam evra za to. Ampak on je to sam pač se izločil, da bo dal žepnino za to. Lahko ali ne? Lahko. Še takšna neumnost. Tisto, kar bo škodilo, ne bomo dovolili, da bo najstnik si kupoval travo iz tega. Normalno. Torej, pri pištolah tle so problem mame, ki so prepričane, da bodo fantje nasilni zaradi pištol. Dejstvo je seveda čisto drugačno. In modro je vplivati na otroka, dokler se še da, ko reče pištolo, je treba omogočiti, videti, kaj hoče, zakaj hoče in kaj bo s tem počel. Če ima pištolo, kam bo streljal, v koga bo streljal, torej, to so stvari, ki jih je treba razčistiti prej. Da ne bo niti ne želimo, da bi streljal podobe živali, lahko streljaš samo v tarčo, torej. Če je to bolj skozi šport, recimo, ne? Tako, to je tisto. Mateja sprašuje, poslušalka, da je mamica najstnice v 2. letniku srednje šole, dobiva žepnino, se pa dogaja, da punca strada in v šoli nič ne je, zato da si potem žepnino kupi kakšno stvar, ki je trenutno aktualna. In takole pravi še Mateja, načeloma se mi zdi znesek, ki ga dobi, dovolj velik, vendar sem vseeno v precepu. Ali je zaradi tega, kar počne, treba, povečati žepnino, ali kaj? Ne, treba se pogovarjati o načinu zdravega življenja, treba je pa tudi pogledati, koliko ima punca kil. Ker včasih mame rečejo, joj, moj bogi otrok lačen, uno, drugo, tretje, si ne predstavljajo realnosti, imajo že pri majhnih otrocih imajo buhteljčke, jaz rečem na prstih, veste, maščobne blazince gor takole, take lepe za okrogle prste in mame jamrajo, ne je, premalo je in tako naprej, ne. Pogledati je treba, pri punci pa in seveda stvar, kako bo jedla, kdaj bo jedla, da bo obroke ustrezno razporedila. Najbrž se da najti neko verzijo, ki bo dekletu pomagala, kako je s tem. Če se starši odločijo, da bi punco spodbujali in ji rečejo, glej, tisto, za kar prineseš račun, da si vzela, zdaj sem zmislil neko, bio sendvič, v šoli si ga vzela za malco, prines račun, dobiš denar nazaj. Potem jo boste zanesljivo spodbujali. Če pa vi povečate recimo za 30% žepnino, bo glih tako stradala, ker bo prihranila še več. Hvala za zdaj. V svoji knjigi tudi pišete, da je treba otroku ponuditi kakšno delo in ga plačati na uro. Se mi zdi kar malo tako diskutabilno. Malo čudno. Tako bova o tem malo kasneje. Zdaj le Fate No More. I'm easy. Dobrodošli v našem studiu, specialni pedagog Marko Juhant. Danes govori o tem, kako otroke navaditi na ravnanje z denarjem, kako je žepnino in podobno. Gospod Juhant, v svoji knjigi 2 Gorenca v šparanju pravite takole, otroku tudi ponudimo delo in ga plačamo na uro, samo za kakovostno upravljeno delo. Kaj je ozadje tega? Zakaj bi to počeli in za kakšna dela gre? Gre za dogovorjeno delo, tako delo, s katerim otrok dobi izkušnjo, koliko je neko delo naporno in tudi koliko je vredno, koliko se to v realnem svetu plača. Da otroci nimajo občutka, kaj je to 20 evrov in koliko časa je treba delati pri nekih enostavnih delih, ki so lahko tudi fizično naporna. Če gre pometati dvorišče za 1 uro, bo dobil 5 evrov. 6 največ. Če ne vemo, koliko, gremo pač pogledati na cenik v študentskih servisih, tam so aktualne cene za različna opravila. Jaz recimo dam svojemu otroku avto za pomit, mogoče da posesa malo, a pa moral zdaj to plačati? Ne moral, samo takrat, ko se dogovorite, da to je pa zdaj ponudba, je možno, lahko si prislužiš nekaj denarja na ta način, vendar mora biti avto, torej mora biti vse oprano, cena mora biti pa realna. Če peljem na petrol avto, to nekaj
In to je tudi cena. Vendar, kot rečeno, mora biti, ne sme pozabiti nekih vrat in ko bo sesal, tudi mora biti posesano, očiščeno, obrisano. Standard mora biti jasen. Potem se to izplača in izplača se takoj po opravljenem delu. Moramo imeti drobiž pri roki. Gospa Apolonija nam piše, pravi, da ima velikokrat občutek, da je najslabša mama, ima ene težave s sinom, bova pa preverila takoj po tele pesmi. Marit Larsen, If a Song Could Get Me You na Radio Express. Nekateri starši se boste kar prepoznali v temle, kar piše gospa Apolonija. Smo 6-članska družina, najstarejši sin je star 6 let. Letos je šel v šolo. Zadnje mesece se zelo burno odziva na zadolžitve, ki jih prejme, še posebej, ko je utrujen. Velikokrat bi rad stvari po svoje naredil, ko mu skušam dopovedati, kako je pravilno, pa dostikrat zavpije nad menoj. Pravi, da sem nesramna, tudi packa mi reče. Naloge večinoma opravi, vendar zraven večkrat pove, da ga sekiramo in se huduje. Z možem ga opominjava, včasih dobi kazen. Priznam, da prevečkrat povzdignem glas, opazila pa sem, da smo pri njem že zelo zgodaj povzdignili glas, saj naj bi kot najstarejši moral vse deliti. Aha, tukaj tudi pravi, da se otroci pogosto skregajo za igrače in to, ne. Zelo želiva, da bi naj spoštoval, imam pa včasih občutek, da sem najslabša mama. Kaj svetovati gospe Apoloniji? V vašem studiu je specialni pedagog Marko Juhant. Gotovo imate kakšen nasvet? Ja. Že to, da vas skrbi, da bi bili najslabša mama, govori o tem, da zagotovo niste. Ker najslabše mame so tiste, ki so sveto prepričane, da delajo vse prav, vam kar povem naravnost. Ta dvom je na mestu in pove o vas veliko, torej kot o staršu. Zdaj, kaj je z otroki? Seveda rabimo ta starejšega za zgled. Fant je delno preobremenjen, zanesljivo in ga skrbijo rezultati. Zato se tudi izogiba. Pričakovanja, šolska pričakovanja in vsa ostala obnašanja, ki bi jih vi želeli, najbrž je vsega hkrati preveč. Moral bi biti za zgled, moral bi deliti, moral bi razumeti, moral bi sprejeti, ne vem kaj še vse. Napaka je nastala prvič, ko je dvignil glas nad vas in mu niste jasno ga prijeli za roke in povedali, tako se pa midva ne bova pogovarjala. In če bi se to nadaljevalo, je ata tisti, ki mora reči, tako pa ti z mojo ženo ne boš govoril. Ja, jasno, dosledno in tako naprej. Zdaj, s kaznijo boste dosegli verjetno napačne stvari, upor se bo večal, imel bo občutek, da je ogoljufan. Zdaj, mamo se je moral navaditi deliti, najprej jo je imel sam, potem je dobil polovico, potem tretjino, potem četrtino, dobi enak kos ljubezni, ne dobi pa enako časa. No in tisto, kar vas rabi 20 minut, vas samo. Na sprehod z njim, brez ostalih otrok, brez telefona, samo 20 minut vsak dan, boste videli, kako se zadeve spremenijo. Imamo pa še težave poslušalke Helene, ki pravi, da sin kar pljuva, kadar je jezen, pa bova tudi to rešila. Dragi poslušalci, sicer se danes s specialnim pedagogom Markom Juhantom pogovarjamo predvsem o tem, kako ravnati z denarjem, kako otroke navaditi, ampak smo seveda prisluhnili tudi nekaterim težavam in zato nam lahko seveda še kaj napišete na program afna.radioexpress.si. Midgear in Brief na Radio Express. 3. četrtek v mesecu je in v naši družbi spet specialni pedagog Marko Juhant. V tej uri zdajle smo pri težavah naših poslušalcev. Gospa Helena piše, da ima skoraj 3-letnega sina in je precej neposlušen. Vsako stvar, ki mu rečejo, da naj jo naredi, pridi sem, poberi nogavico, ki se vrge na tla, jo je treba večkrat ponoviti, pa še takrat ni nič. Imel je celo obdobje, ko je pljuval, kadar je bil jezen. Kaj svetujete? Katero knjigo naj prebere, tudi pravi gospa Helena? Knjige niso vedno rešitev, čeprav jih pišem, moram jasno to povedati, da ne boste našli vseh odgovorov. Kaj je zdaj tule v tem primeru treba narediti, kadar se otrok odziva na tak način, da pljuva? Naučiti ga je treba, kako svoja čustva izrazi na primeren način, na še dovoljen način, da pove, da je jezen, da je besen, včasih smo rekli, pejt pa udari blazino, a ne, če je moral tolči, če je bil tak ihtav otrok. Torej, poiščemo tisto, kar je dovoljeno, kar je še primerno. Za 3-letnika, da se na tak način upira, on preskuša. On mora poskusiti, kje so resnične meje. In zdaj je tudi obdobje, ko ga je treba naučiti, da se ga da zaustaviti na besedo. Od tega je namreč tudi odvisna njegova pot poklicna, koliko bo uspešen.
če se zna zaustaviti na besedo, če sledi temu, in to je pa predvsem naloga očeta, zato pravim, da knjiga ne bo pomagala, to oče pomaga. Če očeta ni, je pač treba iz socialne mreže poiskati moškega, ki bo to opravil. V nekaterih starih družbah so to bili bratje od mame, ker so bolj zanesljivo in trajno ob mamah, kot možje. Recimo, ta stric je bil tisti, ki je kaznoval otroke, ki je te stvari odločal in tako. So si pomagali med sabo. Pa danes še rečemo, da so to take družbe, zaostale in take. Ne. Stvari so bile zelo napredno rešene. Kaj še lahko naredi gospa? Vsakič takrat, ko otrok dobi zahtevo, druga zahteva, ki bi jo morala ponoviti, mora biti v bistvu že reakcija. Ne več beseda. Mora premisliti, kaj bom storila, če mu rečem, naredi to in tega ne stori. Kako bom ukrepal. Ne gre vedno za kazen, gre za to, da najdem neke rešitve. Ne vem, rečem, pospravi mizo, kosilo bo ali pa pripravila sem nekaj malico in za malico je nekaj takega, kar ima otrok rad. Otrok ne pospravi, povem, ko boš pospravil mizo, bo malica. To naj bi delovalo. To deluje, zato ker ne more dobiti, če se na zobe meče ali pa na trepalnice, ne more dobiti, dokler ne pospravi mize. In sem pripravljen, zmišljujem si puding z nekim, ne vem kakšnim sadnim dodatki, rajš ga vržem stran, kot da ga dobi zvečer, sej na koncu bil pa še mal priden. Gre za konkretno situacijo in jo ima za rešiti. To je moški način vzgoje. Prvi korak povem, drugi ukrepam. V redu, gospod Marko Juhant, hvala lepa za obisk v studiu. Začela sva torej z denarjem, končala pri težavah poslušalcev. Upam, da ne bodo imeli nobenih težav kdaj z denarjem. Če pa, se pa lahko tudi obrnejo po nasvet k vam, ali pa preberejo knjigo Dva Gorenca v šparanju. To bo pomagalo, Ki je tudi pripomoček za starejše, Tudi, hkrati na drugi strani. Ker smo precej finančno nepismeni, se mi zdi. In potem se dogajajo takšne stvari, da jemljemo posojila v švicarskih frankih in podobno. Ja. Škoda. In potem se plačuje davek na to. Davek na našo neumnost. Lahko bi recimo tudi finančno pismenost uvedli v šole, ne bi bilo. Sej uvajajo. Ponekod že imajo nekaj malega, ampak zdaj vprašanje, to bo učenje. Ne bo navajanje. In prej sem razliko povedal. Eno je, če veš, drugo, če to izvajaš. Najlepša hvala in čez en mesec spet nasvidenje. Hvala za povabilo. Do novic še Pink in Beautiful Trauma na Radio Express.